zdaj smo torej posneli našo glasovno razlago. Zdaj pa vam bom predstavila še nekaj možnosti, kako lahko PowerPoint shranite. In sicer torej najprej dokončate PowerPoint, dodate vse slike, besedila, glasovne razlage in potem greste pod meni Datoteka, Shrani kot, izberete mapo, kamor boste to shranili in tukaj ime datoteke, torej izberete, kako se bo ta datoteka imenovala. Nato pa imate tukaj pod vrsta datoteke več možnosti. Če boste datoteko shranili kot PowerPointova predstavitev, bo recimo prejemnik vaš PowerPoint odprl, nato pa ga bo moral zagnati sam s klikom na tale gumb Diaprojekcija. Torej, diaprojekcija se ob odprtju ne bo zagnala sama, ampak jo bo moral zagnati sam ročno s klikom na gumb. To je torej možnost, da shranimo PowerPoint kot predstavitev. Potem PowerPoint lahko shranite tudi kot PDF datoteko, ampak takrat vam ne shrani glasovnih posnetkov. Takrat vam pač shrani slike, besedilo, to, kar vpišete. Naslednja možnost je, da datoteko shranite kot PowerPointovo diaprojekcijo. Torej, prej smo govorili, da jo shranimo kot predstavitev. Če pa jo shranimo kot diaprojekcijo, pa bo prejemnik PowerPoint odprl, torej ga bo prejel, ga bo odprl in se mu bo diaprojekcija zagnala samodejno. Je ne bo potrebno zagnati s klikom na tisti znakec, kjer zaženjamo diaprojekcijo. Potem pa je zanimiva možnost tudi, da lahko PowerPoint shranite kot video posnetek. To pa lahko storite s klikom na video MPEG4 ali pa video datoteka Windows Media. Ta video MPEG4 jaz uporabljam takrat, ko video shranim in ga želim potem naložiti recimo na YouTube. Video datoteka Windows Media pa uporabljam takrat, ko video preprosto pošljem preko maila. To so bile tudi torej možnosti, kako lahko shranite PowerPoint. Lahko PowerPoint shranite tudi kot sliko in sicer z klikom na PNG ali pa JPEG. Takrat vam pa shrani vsak diapozitiv posebej, to je vam shrani tole kot sliko, vam shrani to kot sliko in sicer vam tako vse diapozitive shrani kot fotografije. To so bile torej naprednejše možnosti, ki jih ponuja program PowerPoint. Če pa imate kakršnekoli vprašanja ali pa probleme, s katerimi se soočate pri uporabi PowerPointa, pa sem vam na voljo.